In potem je sledilo pač to interpretiranje ali pa boljše rečeno nadgrajevanje v smislu nekega sodobnega kulinaričnega izraza. Zdaj vidimo to motovilčevo ali repuncovo solato, tako kot si jo je zamislil Igor Jagodic iz gostilne oziroma restauracije Strelec na Ljubljanskem gradu. In na ta način je pač nastala ta knjiga. V njej je sodelovalo 11 kuharjev in ena kuharska mojstrica, ki je danes med nami, Anita Potočnik, in ostalih mislim, da ni nobenega tukaj prisotnih. In zato se bom sam zahvalil za res odlično sodelovanje. Celotna Potočnikova hiša, to je gostilna Čuber s Križa pri Komendi ali pa pri Kamniku, na pol ste nekje, je res zelo tvorno sodelovala. In seveda knjiga je pač zastavljena tako, da je vsak kuhar in da je kuharica da so pripravili 3 jedi v okviru menija. In za vsak mesec v letu je en meni, to se pravi 12 mesecev, 12 menijev, po 3 jedi. Fotografije je prispeval Tomo Jeseničnik, oblikovala je pa Primož Pislak, oblikoval je pa Primož Pislak, ja, tako. No, in to je ekipa kuharjev, ki jih bo pa predstavila naša urednica. Jaz bom pravzaprav jih naštela, vi pa boste malo povedali malo zgodbe, kako poznate, ker ste sodelovali pravzaprav z vsemi in zbirali recepte in bili vezni člen. Prvi je gospod Luka Košir. Luka Košir, gostilna Brunarica Šentjož nad Horjulom, odličen mlad kuhar. Pot je začel pri Janezu Bratovžu, in vidite, to je lep primer, kako se učenec približa učitelju in ga včasih tudi že prehiti. Naprej. Potem je Roberto Gregorič. Roberto Gregorič je najprej deloval zelo uspešno na gradu Otočec, to je v okviru Krke turizma. Potem je šel pa na svoje in zdaj še s nekim sodelavcem zelo uspešen hotel, manjši hotel in pa odlično restauracijo v Dolenjskih Toplicah. Tretji je Amel Balagič. Amel Balagič je zdaj glavni kuhar, kuharski mojster na gradu Otočec. Čeprav prihaja iz popolnoma drugega kulturnega okolja, se je odlično vključil v razumevanje slovenske gastronomije. Pa Leon Pintarič. Najmlajši v tej zgodbi, en lep primer. Takih primerov imamo sicer nekaj v Sloveniji, žal še vse premalo, da je družina Pintarič, oziroma vsi jih bolj poznamo kot Rajhove, iz Bakovcev pri Murski Soboti poslala svojega sina oziroma vnuka na šolanje najprej v srednjo šolo v Avstrijo in potem na izpopolnjevanje še na Dunaj, recimo kakšnemu Štajer-Eku, poznamo to gostilno odlično dunajsko. No in zdaj se je vrnil v domačo gostilno in je že vodja kuhinje. Naslednji je Luka Jezeršek. On je bolj znan kot ena televizijska zvezda na tem šovu Masterchef, za katerega mi je zelo žal, da več ne vključujejo tudi kakšnih naših jedi, da kuhajo v glavnem in tekmujejo v izdelavi nekih globalnih jedi. Škoda, se pravi, večkrat, kada je govora, kako bi izboljšali ali pa naredili našo kulinariko bolj prepoznavno, pravim, da premalo izkoristimo zlasti te vizualne medije, ki so na tem področju lahko zelo koristni. Pa Tomaž Kavčič. Njega tudi večina pozna, on vodi
restauracijo na dvorcu Zemono v Vipavski dolini. Potem je Uroš Štefelin, najprej je učil na gostinski šoli na Bledu, potem je deloval kot kuharski mojster v hotelu Triglav na Bledu. Pred par leti sta pa še z eno sodelavko začela ustvarjati v restauraciji Podvin pri žalostno propadajočem gradu, ki ga je en propadli tajkun uničil, tako rekoč, ne. Prvo, kar je naredil, mislim, to moram na glas povedati, ker me sveta je za pograb. Odlično ohranjen plavalni bazen je šel zasut, ne. To ne vem zakaj. No, mimogrede. Potem imamo pa naprej, bom kar jaz, Jure Tomič, en odličnih mladih kuharjev slovenskih, zlasti je zaslovel tudi potem, ko je sredi Italije zmagal na tekmovanju Barilla za pripravo testenin. Sicer pa seveda zelo uspešna restauracija, tudi notranja oprema izjemno zanimiva. Še en odličen kuhar, Igor Jagodic, sicer Gorenc, ampak se vozi vsak dan v Ljubljano in vodi restauracijo Strelec v Ljubljani. Potem Uroš Fakuč iz Nove Gorice, ki je imel najprej restauracijo, zdaj je pa objekt z družino, so nadgradili, naredili družinski hotel in seveda nadaljujejo z restauracijo. Zdaj pa Anita Potočnik, ne, jaz jo izjemno cenim, zlasti še zaradi dveh stvari. Sicer, ker dela odlične sladice, a ne, jaz sem zelo sladkosneden človek. Drugič pa zaradi tega, ker ima izjemen občutek za oblikovanje krožnikov, ne. To pa je prava redkost v Sloveniji, glede na dejstvo, da za to vrstno kulinarično usmeritev mi še nimamo ustreznih šolskih programov, ne. In končno, najstarejši med vsemi pa Janez Bratovša, ne, tega v glavnem večina pozna, restauracija JB na Miklošičevi cesti v spodnjih prostorih zavarovalnice Triglav, znamenite arhitekture Jožeta Plečnika. Janez Bratovš tudi zelo rad in nesebično prenaša in posreduje svoje bogato kuharsko znanje. To je pač izbor, ki je nastal izključno po mojih kriterijih in za njim seveda tudi stojim. Ja. Mogoče bi vas še vprašala, sami ste v začetku knjige postavili se vprašanje, ali je lahko prva kuharska knjiga v slovenskem jeziku uporabna tudi danes. In kasneje tudi zapisali, da so vodnikove kuharske bukve lahko odličen priročnik za današnjo rabo. Mogoče malo o tem, tole pred nami je kuharska knjiga, zakaj bi jo vzeli v roke? Ja, delno sem na to že odgovoril na začetku, a ne. Dejstvo je, da tudi kuharija ima svojo kulturno dediščino, ne. In tako kot za vso kulturno dediščino vedno pravimo, da to niso samo oblike preteklosti, ampak da so to predvsem oblike sodobnosti z razsežnostjo zgodovine in z razsežnostjo tudi istovetnosti ali identitete. To pomeni, da delamo veliko napako, če v posameznih sestavinah kulturne dediščine, se pravi tudi prehranske kulturne dediščine, vidimo le neko nostalgično spogledovanje s preteklostmi, a ne. Ampak nas mora ta bogata dediščina navdihovati pri iskanju novih rešitev, a ne. To je, kulturna dediščina mora biti izhodišče za ustvarjanje nečesa novega, ampak tisto novo ni papagajsko prevzemanje iz takih ali drugačnih globalnih svetov, zlasti anglo-ameriških, kar je danes zelo popularno, a ne. Največja neumnost svetovna, ki se zgodi, jo najprej v Sloveniji pograbimo, a ne. Ampak seveda nam mora biti motiv, da
ustvarjamo tisto, kar je sodobno, ampak še vedno ohranja element istovetnosti ali identitete. Ne? Se pravi, da to identiteto ne napišemo z neko etiketo, ampak je določen kulturni pojav, med njimi tudi hrana, razpoznaven sam po sebi, pri hrani pa tudi po okusu. Ker edina sreča, ki je še v Sloveniji prisotna, ker drugače imamo več ali manj nesreče, pa teh ne bom zdaj našteval, nesreče seveda v narekovaju povedano, edina sreča je ta, da zaenkrat še premoremo dobre okuse. To nam mnogi, tudi tuji obiskovalci priznajo in rečejo, joj, kakšen okus ima še vaše meso, recimo, in tako naprej. Spominjam se, pred nekaj leti sta obiskala Ljubljano komercialna direktorica in pa prvi kuhar francoske šole, ki je znana po celem svetu, Le Cordon Bleu, in sem jih eno soboto vodil po ljubljanski tržnici. Ta kuhar je bil tako navdušen, je rekel, jo škoda, da smo prišli z letalom. Sem rekel, zakaj? Prav, če bi prišel z avtom, jaz bi pol tržnice pokupil, ker sem zdaj, ko sem okušal, on je šel recimo k mesarju Kodili na tržnici in je prosil, da so mu od vsakega kosa mesa odrezali en majhen košček in je surovo meso okušal. Je rekel, kakšni okusi so to. Potem recimo smo šli k prodajalki zelja, repe. Najlepši primer pa lahko povem od prodajalke skute in smetane pod semeniščem od spodaj. Namreč je rekel, kaj pa je v tem vedru? Sem rekel, v tem vedru sta dve vrsti kisle smetane. Ena je malo bolj, bi rekel, pikantna, druga je pa bolj mlada še. Je rekel, a lahko dobim za pokusati. In vprašam prodajalko in reče, ja, ni problem. In ta kuhar se postavi tako k pultu in da jezik ven, ne. Ona mu pa tako naredi s prstom, ne, in mu pokaže, nastavi roko takole. In ko je nastavil takole roko, je ona žlico kaplja mu najprej eno kapljo ene smetane, potem drugo in je to pokusil. Ko smo šli ven, je rekel, veste, cel svet sem že obredil, on je zdaj trenutno celo družino že par let v Šanghaju, ker zdaj odpirajo že drugo kuharsko šolo Cordon Bleu v Šanghaju. No, ampak ko smo šli ven, je rekel, cel svet sem že obredil, take kulturne ravni, kot sem jo doživel zdajle, pri tej prodajalki še nisem srečal nikoli. Prav, kaj tacga, prav, to si bom zapomnil za celo življenje. Se pravi, ker ni mu dala za pokusati, koliko je jezik vam dal, ampak da naj dlan nastal. Povejte, na kakšnem majhnem detajlu se gradijo lahko uspešne zgodbe. In takih detajlov seveda premore slovenska gastronomija, premore ta slovenska gastronomija in kulinarika zelo veliko, samo treba je ti dve področji poznati, treba je z njimi živeti, treba jih je razvijati, potrebno je vključevati te stvari v izobraževalne programe za mlade ljudi, da ne bomo vihali nosove, češ kaj pa to, a bomo spet to in to, tako kot mi je enkrat na enem ministrstvu rekla, neka uradnica, birokratska uslužbenka, ko sem jim nesel predlog za jedilni list, pa je rekla, joj, spet ste dali tisto klobaso noter, a veste, to je ena čudna deformacija, ki jo kot etnolog seveda vidim še na številnih drugih področjih, ne samo na kulinaričnem. Pa da ne bom s to grenko mislijo zaključil, ne rečem, da seveda ta knjiga omogoča celo vrsto nadgraditev, v bistvu spodbuja vsakega, ki bo se lotil kuhanja, da ali naredi približno tako, kot tukaj piše, ali pa še kaj po svoje doda.
In to, mislim, je bistvo vsake knjige, da te navdihuje pri iskanju novih rešitev. Eno stvar bi mogoče še izpostavila, ki se meni osebno zdela zanimiva, da Vodnik v kuharskih bukvah omenja, da je knjigo namenil predvsem rojakinjam, torej ženskam. Ja. Danes pa, kot vidimo, je večina, vsaj na tej sliki, kuharjev moških. Zakaj ta razlika? Zakaj v tem času taka sprememba? Ja, za mene to ni nič nenavadnega, ker je pač poznam zgodovino delitev dela, ne? Se pravi med moški in ženski spol. In Vodnik tukaj v uvodu zelo zanimivo piše prav, da kuhinjo je treba pustiti ženskim rokam, ne? Moški ne pa svojo umno kuhinjo lekarniško naprej razvijajo, ne? Ker se pravi lekarništvo, mešanje strupov in tablet in ne vem česa vsega zdravil naj bo moško delo, kuhanje pa žensko delo, ne? Danes so pa veliki večini, predvsem tudi moški, čeprav se to razmerje zdaj močno popravlja. Tudi letos na knjižnem sejmu v Frankfurtu, moram reči, sem bil srečen, da je recimo en znan nemški kuhar Lafer samo eno knjigo izdal, da je pa cela vrsta žensk kuharic izdala že svoje knjige. To se pravi, se to razmerje le nekoliko popravlja, ne? Pa še nekaj. Prehrana se je od Vodnikovega časa do danes precej spremenila. Krompir je mogoče danes med pomembnejšimi jedmi, v Vodnikovem času se je šele začenjala. Kakšna sprememba recimo je do danes oziroma te, bom rekla, ključne stvari in ne vem mogoče, kaj je danes bolj pomembno kot ja. Najprej mogoče to, če bomo v tej knjigi iskali noter recept za žgance, štruklje in podobno, ga ne bomo našli. Zakaj? Ker je bila to takrat splošna množična hrana slovenskega prebivalstva, ne? Tudi za razne enolončnice, juhe in podobne reči. Se pravi, kot sem rekel na začetku, Vodnik je bil z eno nogo še v razsvetljenstvu in on je sam napisal, jaz hočem mojim rojakinjam eno umno kuhinjo dati. To pomeni, da je v tej knjigi zbral jedi, za katere je sodil, da so zdravstvenega vidika predvsem pomembne, da bi jih postopoma začeli vnašati tudi v slovenske jedilnike in ne samo tisto, kar so ljudje takrat tudi poznali. Jasno, v knjigi je cela vrsta stvari, ki jih danes ne uživamo, recimo čepinke, ne? To so želve, so noter, ne? Žabe, od malih zelenih do krot in tako naprej, ne? Potem čaplje, ne? Danes so čaplje zaščitene, ribiči se jezijo ornitologe, ker imajo čaplje zaščitene, ki jim precej rib poberejo in tako naprej. Skratka, kulinarika se je tako kot vsa področja kulturne dediščine skozi stoletja zgodovinskega razvoja močno razvijala, ne? Ali pa recimo, če pogledate, kolegica je omenila krompir, ne? O krompirju noter sta mogoče 2-3 recepti, to se je šele uvajalo takrat. Ali pa recimo torte, tort je zelo veliko. Zakaj? Ker torte so jed 19. stoletja v bistvu šele, ne? Takrat so jih množično začeli delati in tukaj noter je recimo en odličen recept za pesino torto, ne? Torto iz pese, velike teh zelenjavnih tort, ne? Recimo. Skratka, že če to pesino torto omenim, je to še en zanimiv izziv tudi za današnje kuhanje. Mogoče bi v tem trenutku še kdo iz publike želel postaviti kakšno vprašanje gospodu Bogataju? No, meni se poraja